pozdravim v Arhivu Republike Slovenije in napovem današnjega predavatelja, to je vsem znani kolega dr. Aleš Gabrič, zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino, večino znanstvenega svetnika. Sicer pa se poleg tega predavanja, še takoj povem, tudi izredni profesor na Fakulteti za družbene vede. Kot glavno veste, je njegova glavna tema oziroma zanimanje so povezane novejšo, mlajšo, povojno, predvsem slovensko politično zgodovino, predvsem pa kulturno-politično oziroma kulturno zgodovino, se pravi, če razširjen z odnosom politike do kulture v najširšem smislu ali umetnosti, šolstva, znanosti, do posameznih kulturnih ustanov in kulturnikov. Na to temo je kolega Gabrič napisal že stotine člankov in razprav, pa tudi nekaj samostojnih monografij, začenši s prvo začetku 90-ih o slovenski rokovski kulturni politiki, če se prav spomnim. Je seveda tudi tako rekoč reden vsakodnevni obiskovalec Arhiva Republike Slovenije in gradivo zelo dobro poznam, kot sem se dogovoril. Tako da veliko veselje mi je, da tudi lahko predam besedo. Kot vidite, naslov je prepovedane in nezaželjene besede. Govor bo o manj kulturnih metodah slovenske kulturne politike. Najlepša hvala. Najprej dve zahvali Arhivu Republike Slovenije, prvim za povabilo na to predavanje, drugim pa, da nam omogoča, da takšna predavanja sploh nastajajo. Konec koncu, naslov sam po sebi, oziroma ne pove, seveda bo govoril o cenzuri, kar je jasno, ne pove pa tega v časovnih pa ostalih okvirih, kar je povedano v sinopsisu, zakaj prepovedane in nezaželene, zaradi tega, ker po mojem mnenju se prepogosto preradi uporabljamo prepovedano, cenzurirano, tudi takrat, kadar za to, po domače rečeno, nimamo nobenega dokaza. Jaz sem se pa tudi, oziroma moje mnenje pa je, da govorimo lahko o cenzuri takrat, ko najdemo en relevanten dokaz o tem, da je v preprečitev neke izdaje nekega dela. Danes bomo govorili o besedah, pomeni o knjižnih delih, lahko bi govorili tudi v gledaliških, lahko bi govorili tudi o likovnih, lahko bi govorili tudi o filmskih, v tem primeru bomo govorili pač o knjižnih delih, da je torej v prepoved upletena takšna ali drugačna oblastna, politična oblast, državna oblast. Namreč v času demokracije so ljudje nekateri kulturniki že kar za kompleks animacije, ker jih nobene ne prepove, pa to ni več zastonj reklama, kot je bilo včasih, ko vemo, Ivana Cankarja, ko so ga pač njegovo pesniško zbirko zaplenili, je bila to garancija po takratni avstrijski zakonodaji, da ta druga, ki jo je mogel pač izdati založnik, če je bila ta prva razprodana, prva je bila pa razprodana, ker je pač zgorela, je bila to garancija, da je bila tudi ta druga tako je razprodana. Torej, še prej bi jo lahko na novo zažgali. Torej, govorili bomo o poglavju naše zgodovine, ki ni nekaj novega. Je nekaj, kar se nam skozi zgodovino tako ali drugače dogaja. Imamo pa seveda v vsakem obdobju določene specifike. Kot vemo, recimo, torej, takšni prizori pravzaprav v 20. stoletju, če ne govorimo o nacističnem režimu, več niso v popularnosti, čeprav vemo iz najnovejšega dogajanja na slovenske dobine, katere mogoče radi jih zopet upeljali nazaj. Ampak tega več nimamo. Po ta drugi strani, če govorimo, kot sem rekel, o prepovedanih in nezaželenih besedah, o prepovedanih seveda lahko govorimo takrat, kadar imamo seveda eksplicitno cenzuro, ko je jasno navedeno, kaj in zakaj je prepovedano. Pri implicitni cenzuri, ki je v avtoritarnih režimih vsak čas, oziroma v totalitarnih celo bolj pogosto uveljavljena, ne vemo, kaj je prepovedano. Kar pomeni, da to omogoča širok pasus kulturnim ideologom ali pa cenzorjem za samostojno akcijo, ker pač nimajo omejitve. Govorili bomo o obeh cenzurah, o dveh oblikah, pravzaprav preventivni in suspenzivni.
torej suspenzivni v obliki obračuna s starim, torej ko obračunavaš in uničuješ knjige, ki so že na trgu, ki so že v knjigarnah, ki so že v knjižnicah in seveda na to o preventivni cenzuri, kako onemogočiti, da bi nezaželene besede sploh prišle v javnost. Kakšen sistem uveljavlja. Če govorimo, če se zopet vrnemo ože na slovensko ozemlje, kot sem že rekel, ne gre za nekaj veličastno novega v 20. stoletju. Konec koncev Index Librorum Prohibitorum je v katoliškem delu Evrope pravzaprav nekako imel svoj vpliv od protireformacije, od Tridentinskega koncila pa do drugega Vatikanskega koncila sredi 20. stoletja, eden, bom rekel, najbolj dovršenih, ki je celo malce podoben tej naši situaciji v komunističnem času, je avstrijski princip cenzurnih predpis iz 1810. leta, torej iz časa napoleonskih vojn, ko je Avstrija že pravzaprav v 90. let 18. stoletja stopnjevala pritisk, zdaj pa pravzaprav s tem cenzurnim predpisom pa pravzaprav uvedla natančen državni cenzurni pregled. In seveda na to imamo še, kot primer, s katerimi sem se tudi ukvarjal, gledališko cenzuro v 20. stoletju, ki je pravzaprav nekakšen revival, če smem temu reči, Bachovega absolutizma iz srede 19. stoletja, avstrijskega absolutizma in so tako pri naši cenzori v 30. letih 20. stoletja, torej ko dobi bivša SNS, oziroma jugoslovanska radikalna zajednica, absolutno oblast, pravzaprav uvede na novo obrazec iz 19. stoletja iz časa Bachovega absolutizma. Ko sem rekel, najprej bomo seveda govorili o prepovedih knjig, o suspenzivni cenzuri oziroma o obračunu s starim. Kakršen je nastal leta 1945 in kakršen se je pravzaprav že dal služiti v vojnem času. Zakaj? Obe dve strani na slovenskem, torej partizanska in protipartizanska, sta imeli to že v načrtu. Pravzaprav protipartizanska Rupnikova uprava je že leta 1944 izdala seznam avtorjev, ki jih je treba iz učbenikov pa iz knjig ven črtati, ker je seveda letelo na večinoma na seveda avtorje, ki so takrat pesniki, pisatelji, ki so bili v partizanih. Dočim je pa odsek za prosveto predsedstva SNOS, ali če po domače prevedem, Ministrstvo za kulturo osvobodilnega gibanja, pa v tistem času priprav na prevzem oblasti, ko so morali vsi odseki alias ministrstva pripravljati prve akcije, ki jih bodo uvedli po prevzemu oblasti. Je bilo med njimi kot ena glavnih napisano, da je treba pač vse zaloge na slovenskem ozemlju preveriti, da je treba najprej akcijo speljati in seveda, da je treba najprej preprečiti vse oziroma izdajanje ali pa razširjanje vseh knjig, ki širijo takšno ali drugačno propagandno tendenco iz vojnih let. Pravzaprav, če bi računali sem ta drug stavek, se ta ne razlikuje od tistega, kjer je pravzaprav upravila celotna Evropa, tako, bom rekel, avtoritarni del kot demokratični del po drugi svetovni vojni, torej prvo izločanje nacističnih in fašističnih propagandnih del. Seveda se je pa, ko pa pride ta oblast, seveda do realne oblasti v Ljubljani, pa se seveda pojmovanje tega, kar je treba izločiti iz knjižnic, močno razširi. Torej, ti predlogi se na to, ki so jih dali, eno od teh pravim je čiščenje knjižnic, obveljajo tudi v povojnem času, kar pomeni najprej blokiranje delovanja kulturnih ustanov v poletnih ali pa deloma še pomladnih in deloma še poletnih mesecih leta 1945, pravzaprav skoraj da podobno kot 1941 leta v začetku okupacije, kot kulturne ustanove za nekaj časa nehajo delati in pravzaprav nekatere ne oživijo do leta 1945. Prvi slovenski minister za prosveto Ferzo Kozak, torej kot enega prvih ukrepov po prevzemu oblasti, uvedel komisijo za pregled knjižnic. Torej, minister za prosveto, naj to še omenim, je v takratni Ministrstvo za prosveto je takrat imelo takratne resorje tisto, kar danes združuje ta dve ministrstvi, torej Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Torej nekaj časa smo imeli še 3 ministrstva, ko še visoko šolstvo je izločeno, pa je bilo za znanost posebej. Torej gre za širše ministrstvo, kot je današnje Ministrstvo za kulturo. Torej je tako za kulturo kot za šolstvo. Zakaj bo? To bomo kmalu videli, ker imamo 2 komisiji. Eno je za
knjižno produkcijo za široko branje, eno je za šolske knjige. Druga posebnost ali pa novost tega obdobja, ki ga je potrebno omeniti, je seveda v tem, da je to Ministrstvo za prosveto sedaj slovensko. V prvi Jugoslaviji imamo samo kot centralno organizirane države Ministrstvo za prosveto samo eno in je v Beogradu. Na federalno preoblikovani državi ima vsaka republika svoje Ministrstvo za prosveto in tega centralnega organa zvezdna vlada nima. Torej, kultura, šolstvo je eden najbolj avtonomnih delov slovenske oblasti od leta 1945 naprej. Torej, lahko rečemo, da gre za slovenski spisek, ne gre za jugoslovanski. V tem smislu zdaj govorimo, bom rekel, prvič v uradni slovenski cenzuri. Indeks librorum prohibitorum je uradna katoliška cenzura. Pravzaprav bi lahko deloma v slovenski govorili od preomenjenih samo tisto, ko sem govoril o gledališki cenzuri, o vedni gledališke cenzure v prvi Jugoslaviji, ker so bili slovenski klerikalci bistveno bolj zagreti za to cenzuro kot vsi ostali. V 20 letih, dokler je na Ministrstvu za prosveto še delo Branislav Nušič, in je to preprečil. V 30 letih na koncu, ko pa pride Korošec pol na oblast, oziroma ko prevzeme določena ministrstva v Beogradu, pa to v Sloveniji na hitro so odvedejo in sicer v tako rigidni obliki, da so se mogli celo verjetno zagroziti italijanski fašisti, ko so prišli sem na oblast. 41 leta pa so tako dodali kot svojega želene avtorje nekaj fašističnih pisov, ampak so še te cenzurirali v Ljubljani. Torej, ker niso bile očitno dosti dobre za njih. Kaj pravi navodilo k seznamu prepovedanih knjig iz leta 1945? Pravi, da je treba, preden grejo knjige v obtok, v prodajo, pregledati vse knjižnice in knjigarne in izločiti tiste knjige, ki bi bile lahko škodljive za širše bralstvo. To torej velja za knjige, kot je navedeno spodaj, izločitev ne velja za učiteljske knjižnice oziroma za tiste zaprte knjižnice, kjer je omejen dostop. Kar pomeni, da knjige so šle v uničevanje oziroma v predelavo za star papir, ampak da so mogli predvsej izločiti toliko in toliko knjig, ki se hranijo v določenih zaprtih knjižnicah. Torej, iz tega se najprej razvijo kasnejši defondi v Narodni univerzitetni knjižnici ali pa tudi kakšni podobni zaprti fondi v tistih knjižnicah, ki prejmejo pravico obveznega izvoda na Slovenskem. Torej, na to izdajo v 27. julija 1945 prvi seznam knjig, ki so trajno ali začasno izločijo iz prometa. Gre za nekaj strani, mislim, da teh slovenskih je približno 8 straneh navedenih. Jasno je pa, da v prvi vrsti vse leti na nacistično in fašistično propagandno literaturo, torej vsa nemška in italijanska dela, ki so v vojnem času prišla na slovensko ozemlje. Če govorimo o slovenskih delih, oziroma, kot sem že rekel, prevodi in originali fašističnih in nacističnih ideologov, Hitler, Mussolini, Osendovski, Volpe in tako naprej. Pred leti me je knjižničarka iz Mariborske univerzitetne knjižnice poslala dopis, ker je enega njihovega rednega obiskovalca zanimalo, ali je bil Hitler kdaj pri nas uradno prepovedan. Sem rekel, ja, 1945 leta na tem spisku se pač najdejo vsa Hitlerjeva dela, seveda pa jih imamo še kje, tako kot je tudi v naših knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, nekatera še pač varno lepo spravljena. Če govorimo torej še o ostalih delih, pa o ostalih kategorijah, kako bi lahko razvrstili? Seveda, to gre za mojo razporeditev. Ne gre za razporeditev cenzorjev, oni razporejo po besednem vrstnem redu, ali pa znanstvena dela, strokovna dela, beletrija, revije in kaj podobnega. Torej, na to so dela, ki negativno ocenjuje Sovjetsko zvezo, kar se že vidi, odkot piha, bom rekel, veter, oziroma kam se Slovenija oziroma Jugoslavijo obrača. Konec koncev Ander Žid, ki je znam po tisti svoji knjigi iz 30 let po povratku iz Sovjetske zveze, v katerem koli jeziku se karkoli podobnega pojavi na slovenskem, seveda mora biti varno zaklenjeno pred očmi tistih, ki bi se lahko iz tega kaj napačnega naučili. Isto velja za Trockijeva dela, oziroma za vsa dela tistih, ki so bliže izločeni v Stalinovih čistkah.
v 30 letih. No, to je seveda ta kategorija propagandnih del slovenskih naperjenih proti osvobodilni fronti. To so vsa tista dela, ki jih mislim, da v zadnjih letih bolj poznamo, oziroma ki so revival in ponati se doživeli v 1990 letu in tako naprej, kaj imamo vsak Slovenec vedeti o osvobodilni fronti, o znamenju osvobodilne fronte. In med tistimi pravzaprav, ki ima še najmanj teh politično-propagandnih tendenc, pa lahko rečemo, da je bil drugačnih okoliščinah bil zelo lep literarni zbornik Zimske pomoči iz leta 1944, kjer pravzaprav najdemo samo par člankov z to izrazito politično-propagandno konotacijo, drugače pa za pravzaprav največji literarni oziroma največji zbornik izdan v vojnem času na slovenskem ozemlju. Da to seveda dela političnih nasprotnikov osvobodilne fronte, ne glede pravzaprav na to, kaj so v tem pisali. V tem vidiku že vidimo preseganje tistega medvojno napovedanega, ko sem omenil aprila 1945 pridejo v Ljubljano, kjer pravzaprav bi bilo po tej logiki prepovedano predvsem ta kategorija. Ne pa tudi literarna dela ljudi, v katerih pravzaprav kakšne politično-propagandne tendence ne najdemo. Gre pa seveda izločena zaradi tega, ker gre za takšne ali drugačne nasprotnike oblasti leta 1945. Seveda eno so propagandistična dela, besede našega prezidenta Rupnika, drugo so pa seveda že kakšna drugačna dela, takšna ali drugačna, tudi celo ljudi v tej kategoriji, ki pravzaprav ne moramo reči, da so veliki nasprotniki osvobodilne fronte. Andrej Gusar vsekakor je njihov član, pa ima zadržanje do komunista in tako naprej, ampak on po vojni še vedno predava na univerzi, ampak njegove knjige iz predvojnega obdobja so seveda nezaželene, prepovedane, deloma tudi zaradi tega, ker vemo, ker je veliko pisal o socialni politiki, socialna politika iz 40 let oziroma po letu 1945 pa nekaj popolnoma drugega, kot tista socialna politika v času izpred vojne in seveda dela, ki dešijo po kolektivistični misli, ampak kolektivizmu v smislu kakšnih papežskih okrožnic ali karkoli takšnega socialna, torej tista socialna politika v smislu papežskih okrožnic vse tudi pride pod to kategorijo. In morda še zadnja kategorija, nejasno, zakaj so prišle na spisek nekatere knjige. Jaz bi rekel, mogoče so zaradi tega, ker so bile izdane med vojno na okupiranem ozemlju, ampak seveda te knjige, recimo v 5. kategoriji, so v naslednjih 2 popravkih tega seznama, ki sledijo v jesenskih mesecih leta 1945, umaknjena s seznama prepovedanih knjig in lahko pridejo ponovno v obtok. Takšen pravzaprav v navodilih dokaj nedovršen sistem, kaj s knjigami točno narediti, kaj je prepovedano ali ne, pušča nekatera odprta vprašanja. No, recimo med številnimi vprašanji, ki jih dobijo, če smo tukaj kot večina zgodovinarjev, se je nanaša na našo takratno revijo iz 30 let kronika slovenskih mest, ali je kronika slovenskih mest prepovedana, če so v uredniškem odboru sedeli nekateri ljudje, ki so po vojni nezaželeni. Notor so pa pravzaprav znanstveni pa strokovni članki, katerih avtorji niso ti ljudje, pa proti njim nimamo nič. Torej, kaj ne bo prepovedal? Isto kot je, kar je pri tej nejasnosti tukaj navedeno, kaj je zdaj odločilno? Ime, vsebina ali avtor? Ali bi bilo priporočljivo, da se na teh knjigah izbriše ime založnice, torej če je to izdala Rupnikova Zimska pomoč, ali pa če so izdale kakšne tiste, bom rekel, tiskarne in založbe, ki so se bolj, v katerih se je bolj pogosto tiskalo kakšno propagandno gradivo v vojnem času. In morda kot ena anekdotična, hudomušna pripoved, ki je zabeležena v spominih Jožeta Mahniča, ki govori o kako je on slišal o čiščenju knjižnic, oziroma kako je bil tudi sam zraven, kako so po njegovi šoli to pospravljali, ali pa pravi, kako me je prijatelj iz omenjene dolenjske gimnazije to omenil. Predvidevam, da gre za gimnazijo, na katero sem tudi sam hodil na Novomeško iz tega podatka, ker seveda omenja tudi ravnateljico, ker je v Novomeško mislim, da imela verjetno prvo ravnateljico v tem povojnem času. In pravi enostavno, ko so tisti prišli, zbrali prepovedane knjige, jih naložili na tovornjak, jih je pa ravnateljica še povabila v pisarno na kavico in sviček in ta čas, ko so pač lepo izpili tistih par kozarčkov, je nekdo skočil na tovornjak
in je moj kolega skočil po zaplenjeni svežen knjig in ga skozi stranska vrata vrnil v knjižnico. Torej, da vse le ni bilo dosledno, nič na koncu vemo tudi potem po lani izdani knjigi Arhiva Republike Slovenije o Mladoletovem procesu, kjer je eno od inkriminiranih dejanj, ki jih očitajo recimo Borisu Forlanu, na zaslišanju tudi to, da je imel nekatere knjige iz prepovedanega spiska. In Forlan pravi, sem šel pač po vajn, sem šel takrat v, ne vem kaj, v škofijsko knjigarno, ali katero tam pri škofiji, pravi, so mi te knjige pač dali. Povsem preprosto. Kar pomeni, da čiščenje seveda na začetku ni bilo dosledno, da je bilo treba kakšna navodila obnoviti, ponoviti, torej, ali po domače rečeno, da so mogli predvsem tistim knjižnicam na terenu, ki najbolj zalagajo ljudi s takšno ali drugačno literaturo, še enkrat dopovedovati, kaj in kako. Okrožja naj pošljajo svoje, knjižnice naj pošljajo svoje knjige, sezname knjižnic in na okrožje in iz okrožja bojo nazaj dobili seznam ali pa obvestilo, kaj od tega je nezaželeno, katere so dobre, katere so neuporabne za ljudske knjižnice. To sem rekel, iz Federalnega zbirnega centra, kjer se je na začetku zbiralo, so šle, največkrat, če so bile kakšne redkosti 6 prejšnjih stoletij, so šle v NUK, ali pa v tiste knjižnice, ki najprej leta 1945 dobijo na Slovenskem pravico obveznega izvoda, to pa so bile za Ljubljansko regijo, je bila to Slovanska knjižnica, potem so bile to knjižnice Maribor, Celje, Novo mesto, za Primorsko, ki pa še ni bila meja, znana zahodna meja, kot vedno se je pa status neko spremenil, tako da ne vem točno, kako se je tam zbiralo, oziroma kaj je bilo po dokončnem zakoličenju naše zahodne meje. Prvič lahko pa nekakšno poročilo, da ne bi bila akcija čiščenja knjižnic pa zdaj zares zaključena ali pa pregledana, najdemo pa iz maja 1945, kjer je pač lepo rečeno, da odgovarja število vseh knjig, število ideološko pozitivnih in umetniško kvalitetnih knjig, ker je vmes in ne pa ali vemo, da je ideološko zaželeno in tudi umetniško dobro. Če ni ideologija ta prava, tudi umetnost pač nima nobene velike vloge. Seznam tisti leta 1945 je na to razveljavljen oziroma od roka razveljavljen aprila 1951, kar pa seveda ne pomeni nič drugega, kot da je šel mimo tiho, da ga nobeden od teh, ki so sodelovali v akciji, niti verjetno nekaj pošteno zaznal, ker itak ni imel več nobenega pomena. Ker od takrat so že veljali, bili že uveden nov preventivni princip cenzure, kar pomeni, da knjige, ki so bile nezaželene, pravzaprav sploh več niso mogle biti natisnjene ali izdane. In da je pravzaprav za dobrih 15 let, pa za 15 let sem še en spisek bil veljaven, ampak ker je bil to indeks librorum prohibitorum za komunistični državi, ki je bila proti katoliški cerkvi in tak nimel tiste velike ta prave vloge. Kot sem rekel, nekoliko drugače je bilo z zalogami učbenikov, kar zopet ni nobena posebnost. Zaloge učbenikov oziroma učbeniki vemo, da se pravzaprav prečiščujejo oziroma spreminjajo po vsaki spremembi politične oblasti. Torej, minister Ferdo Kozak je junija 1945 imenoval posebno komisijo za to. Založnike so pozvali, da ne pošljajo pravzaprav vse sezname starih učbenikov, ki jih še imajo na zalogi, da vidijo, kaj je primernega. Šlo je predvsem za prvo šolsko leto 1945-1946, ki je moglo biti pač izvedeno tako ali drugače na osnovi starih učbenikov, ker za natis novih enostavno ni bilo dovolj časa, niti materialnih sredstev. Torej, ta širša komisija je bila razdeljena na več podkomisij, ena je bila za ljudske šole, torej prvi do 4. razred osnovne šole, oziroma ljudske šole. Za srednje šole so bile razdeljene po predmetnih skupinah, naravoslovni predmeti, glasba, humanistični predmeti, higiena, ne vem kaj še vse. In verouk posebej, ker je to ni ocenjevala komisija, ki je bila podrejena Ministrstvu za prosveto, ampak je to od komisija Osvobodilne fronte za, kasneje bi temu rekel, za odnose z verskimi skupnostmi, mislim, da se je takrat imenovala komisija za verske vprašanja na začetku. Ta je ocenjevala učbenike za verouk. Kaj so lepo povedali v delu komisij in navodilih, da je treba pravzaprav knjige razdeliti v nekakšne 3 kategorije. Ena je tisto,
kar je treba izločiti, kar je popolnoma neuporabno. Ene so tiste, ki prav po svoje niso sporne in se lahko še nadalje uporabljajo. In eno so seveda tiste, ki so malce sporne, ki jih trenutno zaradi takšnih in drugačnih vzrokov ne moremo nadomestiti, kar pa pomeni, da jih je treba samo ali kakšne strani skupaj zlepiti, ali kakšno pravzaprav v trganju niti niso toliko govorili. V trganju knjig recimo učbenikov imamo še navodila iz 30 let, torej pred vojno, kjer so recimo Ministrstvo za prosveto slovenskim učbenikom slovenščine preveč zamerili, ker širijo domovinsko ljubezen od Triglava do Kolpe, ker ni od Triglava do Vardara, nekaj podobnega, in seveda, ker je v slovenski literaturi beletristiki preveč alkohola. Torej, da je preveč sladkovince omenjeno ali karkoli takšnega podobnega. Torej, v letu 45 pravzaprav govorijo, če je po možnosti kakšne strani skupaj zlepijo, ampak seveda potem imamo takšne in drugačne pripovedi, kaj se s temi zlepljenimi stranmi zgodi. Delo na preverjanju učbenikov poteka intenzivno v teh srednjih po letu 1945, ker je pač treba vse pripraviti za prvo šolsko leto. Polovica učbenikov pravzaprav ni nobenih težav, matematika, fizika, po domače rečeno so enake, ne glede na režime. Tudi kakšni druge, predvsem naravoslovni predmeti, težav nimajo. Problematični so izrazito učbeniki slovenščine in geografije. Geografija je zopet stalnica pri vseh spremembah političnega režima. Prvič, ker že imena gorno ustrezajo, ker se imena držav spremenijo, ker se meje spremenijo, ker so po možnosti kraji preoblikovani in ker se notranje upravne enote spremenijo. Torej, 45. leta pač si ne želijo Dravske banovine ali pa Ljubljanske oblasti v slovenskih učbenikih, ampak si želijo Slovenijo. In seveda, pri učbenikih slovenščine bomo napadli še bili teh težav na naslednji strani. Najbolj problematični smo pa seveda vedno zgodovinarji, ker širimo vedno takšno in drugačno neresnico. In seveda za te učbenike je pač odločeno, da je naklade teh učbenikov gredo v stope in ker nimamo za prvo šolsko leto pravzaprav čisto nič, ne na hitro so napišejo strokovnjaki nekaj o zgodovino partizanskega oziroma narodno-osvobodilnega gibanja leta 1945 in naj se na to poučuje v zgodovini v vseh razredih vseh stopenj prvo povojno šolsko leto. No, v tem prvo povojnem šolskem letu pa na to rešijo situacija tako z novimi učbeniki, da so recimo za občo zgodovino v tem letu kasneje bolj prevedeni eni pregledi ruskih učbenikov, sovjetskih, ki so pa za vsega zgodovinarja prav prijetno branje, ker pa ne rabiš več kakšnih humorezih. Ker recimo antika se konča, učbenik prvega letnika se konča z služno-lastniški red, ker mora vse propaziti z revolucijo, se je končal z velikim uporom služne vtika. Ne veš, kje je bil ta upor služno 476 leta, kdo ga je vodil, kaj so porušili, kaj so podrli. Ampak moral je bil revolucionarni akt spremembe režima. Poglejmo si, kaj je bilo na učbenikih spornega na tem primeru. Gre primer, kjer ga imajo v nuku zabeleženega kot tiste strani, ki so jih mogli po navodilu biti zlimane skupaj, ker so bile torej nezaželene. En ustni, sicer, ker nimam zapiska za ta ustni ver, je lepo rekel, da mi se je zdel po vojni tako zanimivo vedno po učbenikih, kjer je bilo kaj zlimano, ravno tisto pogledati, vmes kaj je prepovedano, ker je to najbolj zelo. Nad paro smo ga dali, se dodaljivne popustos, smo dali to na razen in bili zelo razočarani, ker ni bilo čisto posebnega. Torej, kaj je torej nezaželeno? Torej, eno je že, da je uvod v knjigo, da krasi slika njegovega visočanstva, ki je pač njegovo visočanstvo, kralja Petra II. Zdaj ne vem, koliko se vidi, natanko tukaj, meni se je dela že zanimiva, torej to so številke pesmi, ki so v pevski vadnici, seveda na teoretični del, na prvi del knjige ni nobenih pripomb. Nota C je nota C v komunističnem, kapitalističnem ali pa ne vem kakšnem koli drugačnem režimu. In kaj je v besedilih? Prva je že prepovedana, oziroma nezaželena, čuvajmo Jugoslavijo, ker sem pa sam tako premišljal, če je nekdo to spravil na razen, pa to prebral, kaj je pa narobe s to državo, če je prepovedano čuvati Jugoslavijo. Torej, ker pravzaprav besedilo ni nič spornega. Prestrelski koračnici ali pa Bože pravde ali pa prehimni kraljevine Jugoslavije je to seveda
drugače, ker imamo povsod omenjene kralja Petra pa Aleksandrov duh. Pri Božje pravde, pri himni kraljevine Jugoslavije imamo tudi našega kralja in tako vse pomenjeno. Torej, izrazito pri učbenikih je nezaželeno, če govorimo na splošno. Vse, kar se tiče kraljevske rodbine Karađorđevićev, vse, kar se tiče starih poimenovanj države ali upravnih enot tipa Dravska banovina, in seveda pri tej imamo združeno eno z drugim. Božje pravde, ker nam našega kralja in tisti, ki nas spasi, tisti, ki nam prinaša rešitev, je Bog. Ta je pa tudi nezaželen ponovno. Torej, po domače rečeno, ne more nas Bog reševati, če imamo mi nekega drugega novega Boga na vrhu države, pa bo enega nezmotljivega pač zamenjal, drugi nezmotljivi. In pri učbenikih slovenščine pa izrazito seveda še vsi nezaželeni pisci. Torej, tudi če literarno delo ni samo po sebi sporno, kar pomeni tisti, ki smo jih že prej videli na seznamih prepovedanih knjig, torej, ki so nasprotniki Osvobodilne fronte. Torej, Tine Velikonja, če tako rečem, kot eden glavnih urednikov pa kreatorjev te literarne produkcije v emigraciji, je seveda vse, kar je on delal, mora biti odstranjeno in črtano. In v tem času, ko sem rekel, med letom 45 in 51, 45-48 se izvede čiščenje knjig, hkrati se pa začeti vzpostavljati nov princip preventivne cenzure. V smislu, kako zdaj preprečiti, če smo zdaj nekaj počistili, da bo tako, kot sem prej citiral, število ideoloških knjig primerno število literarno dobrih, zaželenih knjig, da kaj drugega ne pride več na knjižno tržišče. Eden redkih primerov, recimo ta gradiva agitpropa, je zelo skromno, ampak eden redkih primerov, recimo iz leta 1948, o literarni produkciji slovenskih založniških podjetij, načrti za leto 1948, s točnimi navodili, za katero knjižna založba ostane ali kaj ne ostane. Je tukaj promehno, da bi se dalo prebrati, ampak samo da par stvari navedem. Če gre pri Shakespeareu za ta ponatis iz 30 let, nikakor ne sme biti, ali pa treba saj predgovor ven vreči. Če gre za knjigo tega pa tega, nikakor ne gre. Mislim, da gre za eno češko delo, dajte tako Rodolfo Vlahoviću poslati v branje, če bo on rekel, da je v redu, potem ne bo težav. Knjiga naslednje leto je šla, kar pomeni, da ni bila sporna. In tako, lahko izdate to pa to filozofsko delo pod pogojem, da ta pa ta ne piše predgovora. Njegov predgovor ne sme biti noter. Torej, lepo navodilo, kaj se sme in kaj se ne sme. In pravzaprav gre za po svoje uvajanje v sistem, ki ga na zakonodajni ravni dobimo potem, ko se iz prelomom iz 40 v 50 leta pravzaprav v temeljih spremeni naš politični sistem kot komunistično vladavino. Pravzaprav ga na kulturno-političnem področju najbolj simbolizira ukinitev agitpropa kot tega skrivnega, zakulisnega, cenzorskega organa, namesto njega je treba zgraditi nov sistem. In to stori zakonodaja iz srede 50 let, ki vpelje tako imenovani sistem družbenega upravljanja v kulturi. Sicer bomo v kakšni bolj posplošeni literaturi o komunističnem režimu v Jugoslaviji prebrali, da so povsod upeljali delavsko samoupravljanje, kar pa ne drži. V kulturnih ustanovah ga niso upeljali. To pomeni, da bi arhivisti v Arhivu Slovenije sami odločali, kaj in kako bojo delati, to jim pa ne bomo prvoščiti zaradi tega, ker so študirali večinoma na napačni univerzi, na napačni fakulteti filozofska, ki je najbolj sobljiva. Torej, in tega ne smemo prepustiti. Moramo za vse kulturno produkcijo uvesti nov sistem, tako imenovano družbeno upravljanje, kar pomeni, da znotraj vodilnega organa je vedno sestavljen iz dveh polov. Iz tistega, ki ga imenuje ustanovitelj vseh kulturnih ustanov na Slovenskem, teh poklicih je pa država, torej ali vlada, oziroma vlada pripravi predloge, ljudska skupščina jih imenuje, in tistega dela zaposlenih, tako kot je primer pri delavskem samoupravljanju, s tem seveda, da je vedno prevladuje okviroma po domače rečeno, dvotretjinska večina je zunanjih članov, imenovanih od parlamentov, oziroma od vodilnih politično-ekonomskih struktur, ki na to pravzaprav tako ali drugače sugerirajo tem članom, kaj je treba narediti. Seveda, lahko se rečemo, da je to pravzaprav podobno kot na Zahodu. Je za eno bistveno razliko, da ti nadzorni organi večjih ustanov,
tudi če govorimo o ameriških velikih privatnih univerzah, nadzorujejo izrazito finančne tokove. Marsikaj tudi premanjših, tudi programske. Pri nas je pa izrazito veljalo tudi to, kar je omenil pa eden naših glavnih kulturnih ideologov Boris Ziherl, da bo imeli ti odbori tudi zadnjo besedo pri potrjevanju repertoarja in bodo lahko kritično posegli v posamezne pojave, ki bi se zdeli škodljivi. Torej, nimajo zdaj samo nadzora nad delovanjem v skladu z zakonodajo, v ustrezni finančni politiki, ampak dobijo veliko moč tudi v programski politiki takšnega ali drugačnega potrjevanja programov za naslednje leto. Zdaj se bomo pa pogledali ene par primerov, najprej bom rekel, tistega, kar nam je zakulisna cenzura pustila. Treba se namreč nekaj zavedati. Pri tako organiziranem sistemu knjige, besede, ki niso zaželene, največkrat ne pridejo na plan. Imamo pa zato na srečo arhive, kjer se najde kaj takšnega, kar ni bilo dosledno pospravljenega. Tako da par stvari bomo pa pravzaprav lahko še videli. Simer, zadržal se bom na družbi Svetega Mohorja, kjer lahko spremljamo ta, bom rekel, političen pritisk ali pa bom rekel cenzurni pritisk na njo skozi obe obdobji, tisto v 40 letih, ko imamo še, bom rekel, izrazito to agitpropovski tip, torej brezkompromisen tip cenzure, in na to v 50 letih, ko že imamo zakonodajno opredeljenega z založniškim svetom, v katerem pa seveda nima več premoči tisti, ki so ustanovitelji Mohorjeve družbe, bili nekdaj, torej po domače rečeno, katoliška stran. V letu 1945 se že nadejena tako, bom rekel, dvojnost in ta glavni cenzor znotri postane Wilko Meidnerndorfer starejši, v katerem smo, oziroma čakam, videli dokumentarec pred kratkim in iz njegovih potem zabeležk najdemo par takih primerov, kaj je on kot tisti, ki je bil postavljen pod oblasti, da pazi, kaj bo, da ne bojo kakšna napačna katoliška stran, kaj utihotapila noter, da pazi na to. In seveda, navedel sem dvojno cenzuro. Zakaj? Ti ljudje so zdaj na kopitu enih in drugih. Na eni strani komunistov, na eni katoličanov. Največjo besedo, recimo, če računamo od komunistov, Mohorjevi družbi ima Prežihov Voranc, ki sam najbolj glasno pravi, ko imajo dobil prvi zapisnik v potrditev novega ustanovitva po letu 45 Mohorjeve družbe, prav nič ni cukala, torej mariborski škof rekel, da se ne sme žaliti verski čut kristjanov. To sem jaz rekel na seji, naj se popravijo zapisnikov, oni so bili lepo tiho, kar pomeni, da so bili malo prestrašeni. Torej, jaz sem pa rekel, da se ne sme žaliti verski čut, torej moramo paziti na dvojno. In seveda, urednik je bil vedno pod dvojnim na to pritiskam škofije in komunistov. Kaj pravi, recimo, Meidnerndorfer, ko ga katoliški del napada? So me napadli, ker sem pustil, da je beseda Bog napisana z malo začetnico, pa sem jim povedal, da lahko pišem tudi Hudič z veliko, če to želijo, da bi bila mitološka bitja pisana z minuskulo. Torej, eni in drugi bi si želeli kaj drugače pisati. Po tej drugi strani imamo pa tole, zaradi česar so pa Meidnerndorferja pa napadli komunisti. Ker so ga pač napadli, zakaj si dovoliš tiskati Kristusovo glavo na finem papirju, zaradi tega, da se to razširja kot katoliška propaganda literatura, in ime Meidnerndorfer pač odgovarjal. Zaradi tega, ker to mora biti pri katoliški založbi, zakaj na boljšem papirju? Zaradi tega, ker gre za grafiko vrhunskega umetnika Franja Stiplovška, ki ne prenese tistega poceni papirja, ki je bil v obtoku letih 45-46. Če hočemo dobro grafiko umeti, mora biti tudi kvaliteten papir. Torej, po domače rečeno, na tapetih enih in drugih. Kar je pa seveda najbolj zanimivo, se mi zdi pa seveda še ta Meidnerndorferjev kasnejši citat. Priznam, da so bili trdi prijemi, pa saj je šlo na moj ravaš, ker je bilo treba varovati tezo, da pri nas cenzure ni. Torej, formalno je vedno odgovoren urednik, navodila, ki pride do njega, je treba zamolčati. Torej, formalno cenzure na slovenskem ni. In ko gremo zdaj v drugi čas, potem, ko že imamo ustanovljene založniške svete po prej imenovanjem principu družbenega upravljanja, dobi tudi seveda v Svetega Mohorja tako takšen princip delovanja
In pred tiskom kompleta za leto 1956 pride do velike afere v tiskarni, ker naj bi prvič po tem, ko je Kozebek vržen leta 1922 anatemo, v tem zborniku objavili nekaj, Kozebekovih pesmi. Tukaj pravzaprav celo ni šlo za organiziran tip cenzure, ampak se je za tem svojim, nekulturnim početjem kar malce, kakor bi rekel naši južni bratje, iztrčal direktor tiskarne, ki je napisal vodstvo Mohorjeve družbe, da zahteva, da vse Kozebekove pesmi vržete ven in jih nadomestite s pametnejšimi zadevami, ki bodo v korist vašim naročnikom. Dokler tega ne storite, pa s tiskom teh pol koledarja ne bomo nadaljevali. No, Hrvače še eno, ko sliše, da to pismo, ko ga prevejo v vodilnih političnih organih, se celo oni zgrajajo, tako pa tudi ne sme iti. Ampak zdaj bomo videli pač en od teh primerov, ki se ga še pol da videti v arhivu. Zdaj, tukaj tudi premalo, če samo bi pogledali tele številke tukaj, torej o pesmi, bi pravzaprav že videli, kje so bile nove pesmi vnešene pa zamenjane, ker povsod drugod si številke strani naraščajo, tukaj vmes je pa kaj izpadlo in ker je treba z nečim drugim nadomestiti očitno, da ne veš, ali je urednik namerno pustil tako, da se vidi, kje je bilo kaj črtanega, ali enostavno so imeli že skoraj toliko pripravljeno za natis, da je to naknadno noter prišlo. Jaz bi, če bi okrožil med A in B, bi bil bolj za A, da je urednik si ravno to prvoščil, da se točno vidi, kje je bilo kaj pokvarjenega. In seveda, takle primerček najdemo v kakšnem posebnem arhivskem fondu, kjer vidimo tisto, kar bralci niso nikoli videli. Torej, stran 87 s Kozebekovimi pesmimi, ki so bile na to zadnji trenutek nadomeščene z nečim drugim in če boste šli zdaj v knjižnico, boste pač tukaj na mestu Kozebekovih pesmi videli dve drugi pesmi. Takih primerov, ki bomo zdaj pravzaprav ogledali še nekaj. No, kako deluje ta preventivna cenzura? Si na primeru Mohorjeve družbe pogledamo še iz enega poročila tudi ohranjenega za Finžgarja. Torej tudi Finžgar je bil zelo nezadovoljen, čeprav dolgoletni tajnik, dolgoletni urednik pri Mohorjeve družbe, kaj se dogaja sedaj tam, ko je lepo v poročilu piše, da se jim je kujal tudi Finžgar, ker njegovega rokopisa nismo vzeli v program, tudi nismo vzeli njegovo naravoslovno knjigo, kako se je naša zemlja razvijala in razvila seveda z katoliškega stališča. No, smo mu pa izdali tisto, kar je pa nam pasalo, leta mojega popotovanja so se pa zato belogardistično razpoloženi duhovniki pri založbi prepirali. Torej pa imamo zopet med enimi in drugimi spopade. Še nekaj teh primerov, ki jih lahko najdemo v arhivu tistega stvari, ki jih niso bralci nikoli videli. Vemo, da so bile največkrat ukinjene, če govorimo o literarni produkciji, revije tistih intelektualcev mlajše generacije, ki so pravzaprav zoreli v povojnih letih, nekje v 50-ih letih. Zakaj? Po moje čisto preprosto. Zaradi tega, ker ti se več ne obadajo s predvojnimi dilemami, katoliško-liberalnimi, socialističnimi, ti se več ne obadajo s tistem, kaj jim je država nacionalizirala po letu 1945, ker so izrasli iz drugih časov in niso nič nacionalizirali, ker niso imeli nobenih izgubljenih privilegijev, zaradi tega, ker je šlo za novo generacijo. Torej, je generacija, ki se zdaj ne ukvarja s starimi grehi, starimi dolgovi, ampak razmišlja o času, ki ga živi in v katerem odrašča. In v teh seveda nekatere revije, ki si kar sledijo o tem, ki so ukinjene na takšen ali drugačen način, in seveda eden najbolj elegantnih načinov je, da država kot edini mecen ukine subvencijo. To je omenjeno tudi v tem članku, ampak tole obe dve strani, oziroma 3 strani, so iz revije 57, iz številke, ki ni bila nikoli izdana. Torej, tudi če greste v NUK, boste najdeli za leto 52 samo številki 1, 2, 3, 4. To je pa naslovna stran kopije prve notranje strani, ali pa mogoče še ta zadnji članek, ki je podpisan z JP, po domače rečeno Jože Pučnik, kjer tudi ne boste najdeli v nobenem zabranem delu Jožeta Pučnika, ker pač ne poznajo in niso našli. Verjetno še marsikaterega prispevka od notranje.
Torej, šlo je za eno od največjih afer, v kateri je bil Jože Pučnik tudi obsojen, s tem, da seveda tega članka v obtožnico niso mogli dati, ker ni bil v javnosti. So mogli dati v obtožnico članka iz prejšnje številke. Če tudi mogoče ta najbolj moti, najbolj moti, je eden tistih za kulturno politiko najbolj moteč, uradniških ustanov in njihova miselnost. Govori ravno o tej miselnosti, o kateri govorim jaz trenutno, torej o tem, da si neki urednik prisvaja oblast nad tem, kaj bo in česa ne bo izdajal, oziroma prevzema vlogo nekakšnega cenzorja, da bo on lahko odločil o tem, kaj je sprejemljivo in kaj je nesprejemljivo. Povod za to je bila literarna zbirka, pesniška zbirka Daneta Zajca, ki je bila že skoraj v natisu, pa so je na to vse založbe vrle iz svojih programov in na to je bil to eden redkih uspelih poizkusov samo založbe na Slovenskem, ki pa so bili seveda takoj tiskarna, ki jo je tiskala takoj kritizirana in njeni vodilni malce grajni, ki so neverjetno odgovorni, zakaj so si to prvoščili, da izdajo zbirko pesnika, ki je po svoje nezaželen. Prav tako, da vidimo, kako zakoristna cenzura dela po svoje, iz tega primera, to nam je posredoval naš kolega, Branko Marušič, gre pa za Goriški zbornik 1947. Knjiga, torej o 10-letnici priključitve tistega dela, torej Primorske, k Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Če bi pogledali od bliže, bi tukaj videli, da sta tukaj v prvotnem kazalu, ki ga je sestavila uredniška ekipa, še dva članka, eden direktno govori, drugi posredno o Tigru. Torej, organizaciji protifašistov na Primorskem v 20. in 30. letih, oziroma gre za tisto tematiko, ki je v zgodovinopisju pravzaprav bila ena od prvih tematik v 50. letih, kjer pride do nekega dirigiranega tipa zgodovinopisja, kako se mora v določenem problemu ali določenem obdobju pisati. Za Primorsko je pač veljalo, da so bili glavni v odporu in tisti glavni, ki so trpeli pod fašizmom, komunisti, ne pa kakšni drugi uporniki in da vse tiste druge treba dati nekako na stranski tir, oziroma če so lahko omenjeni samo podrejeno do komunističnega odpora fašizmu. Da bi pa sami gradili svojo tradicijo, pa svoje obujene tigrovske tradicije, pa nikakor ne. In seveda, če zdaj pogledamo kazalo tisto, ki je bilo izdano, bomo videli tisto, kar je tukaj prečrtano v kazalu uredništva, tega pač v tem primeru ne bomo našli. No, kolega Branko Marušič, ki mi je to posredoval, je rekel, da je pravzaprav nima dokazano, da je po svoje prepričan, da je pravzaprav najbolj odgovoren, oziroma da je verjetno to zahtevo postavil takratni sekretar okrajnega komiteja komunistične partije, ki je tudi na to dal še uvodno besedo zraven, ki pravi, ni bil član uredniškega odbora, bil je pa redno na vseh sejah. Torej se je redno hodil, pa nadviral, kaj se dogaja. In gremo malce bolj proti koncu. Še en primer, da vidimo pravzaprav lep primer, kako ta zakoristna cenzura preventivna deluje na primeru literarnega dela iz 70. let, torej Alojza Regules, njegovi Edena. Ko bilo je izdano oziroma leto dve čakalo na izdajo pri založbi Lipa, problematičen je bil že čas izdaje. Namreč vemo, kakšna je bila vloga Borisa Pahorja pa Alojza Regule pri tistem znamenitem intervjuju Edvarda Kosbeka iz leta 1975, ker je v Tržaški reviji zalil prvič javno omenil poboj domobrancev pa ostalih 1945. leta. In ravno v tem času naj bi eden od teh, ki smo jim reči, inkriminiranih, Alojz Regula na slovenski strani, torej v Kopru, izdal literarno delo. In seveda, na to politični organ pregleda, kaj in kako je s knjigo. In dajo navodila, kaj bi bilo treba izpustiti, kaj je treba spremeniti. Seveda, en tipičen primer mogoče se mi zdi ta stavek. Torej, kjerkoli bi ti današnje oblastnike primerjal s starimi oblastniki, da je, kakor na Dolenjskem pač rečejo, oblast je oblast,
vseeno, oziroma tukaj sem danes pač poslušal isto Kamlakar je zopet zjutraj, ki prav se vseeno, ste konzervativno, liberalni, malo belo, malo črni, malo zeleni, tudi če je potreba pikčasti lila, kaj takšnega, zame ste pač nekaj drugega. Torej, če jih vrneš komuniste pa povojno oblast v isti nivo, pravzaprav to cenzura tukaj prepreči. Torej, ne more biti skupaj partizani in domobranci, udbovci in črnorovci, kanoniki in cekavci, no pa še naprej čebelari in slavisti, jenusi in krščanski socialisti, vrtičkari in filatelisti. No, pravzaprav to nekako spominja, ko je bilo uredništvo naših razgledov klicano, bom rekel, kritizirano, ker se je spomnilo enkrat obletnice, okrogle obletnice rojstva Edvarda Kozbeka, pa so bili kritizirani, pa je Bojan Štih rekel, pač, napisali so pa tako, ker niso mogli nekaj slavilnega Kozbeku napisati, so lepo napisali, no, ob obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte, ki so jo ustanovili komunisti, Sokoli in krščanski socialisti, in v tem kontekstu še omenjen na to Kozbek. Pa je Bojan Štih takrat tudi rekel, ja pa kaj ne napišemo, da so OF ustanovili komunisti, Sokoli in Ščurki, ali kaj ne pa napišemo. No, ampak gremo s tem primerom naprej. Torej, to direktivo, ki je vsekakor narejena v političnih krogih, je na to pisatelj poklican na pogovore na založbo. Iz političnih krogov pride na založbo, vodilni v založbi se pogovorijo s pisateljem, ali z Rebulo, ki mu predočijo, kakšne so zahteve, da knjiga izide. In ker je pisatelj rekel, ajde pa ne bo, so bili politiki super zadovoljni, problem je torej rešen v okviru založbe. Ne bo potrebnega nobenega posega oblasti, ker je to založba in je pisatelj na to pristal in je to njihov zdaj notranji dogovor. Bila je pa seveda želja, da Rebulova knjiga izide pri založbi Lipa, ker je bo drugače strah. Vemo, kaj se bo zgodilo. Če bo Rebula zdaj, ko je tukaj nezaželen, knjigo, če mu tukaj zavrnemo, jo bo takoj niso samo preko meje, mu jo bojo v Trstu tiskali, bojo je tiskali propagandni slogan, bo pod komunistično oblastjo prepovedana knjiga in bo takoj razprodana, pa velik bum bo imela. Je bolj, da jo mi tiskamo, pa pazimo na to, da v časopisih ne bo preveč reklame za knjigo. Torej, in France Pipernik v enem spominskem zapisal, da to pravi, da je pravzaprav v istem času, da vidimo, kako pa to na vse posledično še vpliva. Prav, da je isto imel tipkopis ene knjige, ki je bolj strokovne, znanstvene narave, istočasno imel pri založbi, ki je imela takrat težave z Rebulo, prav iz Lobec, ki je bil takrat predsednik založeniškega sveta, enostavno se je bil potvegati še z enim takšnim problematičnim delom, ker je že to, da ti knjiga pripravljena za natis leto do 2 stoji na pol v skladišču ali na pol pripravljena in nepripravljena, je strošek, ki si ga vsaka založba pravzaprav ne more privoščiti. No, če tako menim, pravzaprav je podobno iz istega časa, je od Branka Hofmana Noč do jutra, kjer je prvič na slovenskem izdana knjiga o Golo otokaših, je mislim, da je 5-6 nekaj takšnega res stala pripravljena pri slovenski matici, prednje končno prišla na tržišče, ker ni bilo celo uradnega, bom rekel, tovrstnega dogovora z avtorjem, da bi karkoli mogel spremeniti ali izpustiti. Torej, videli smo teh nekaj primerov, kjer se da na sedanjih izdanih knjigah videti, kaj je bilo mišljeno in kaj je sedaj izdano. Za konec, da ne bo občutka, da je pravzaprav klasične suspenzivne cenzure, torej tistega prepovedanega, že natisnega več nimamo, je treba pač povedati, da v komunističnem sistemu, torej od 50 let naprej tudi to je, vendar, kot sem že rekel, je pravzaprav potrebno v minimalnem obsegu. Najbolj je potrebno seveda izrazito za uvožene knjige. Tiste, ki pridejo iz uvoza in gre predvsem za dela slovenske politične emigracije, ki se vse na to nabirajo v D-fondu. Vendar je tudi tukaj treba povedati, da imamo lahko zelo različne presoje, kaj je potrebno odstraniti od oči nezaželenih. Če bi primerjali popise D-fonda v Ljubljani, po Mariboru lahko vidimo velike razlike. Nekaj, kar se je enim zdelo sporno, je bilo za druge nesporno in obratno. In smo zopet pri tej implicitni cenzuri, kjer ni natančno jasno, kaj je prepovedano ali ne. Torej, če govorimo o tistem, kar je dejansko zelo natančno prepovedano, gre samo za, kolikor jih je bilo uradno, mislim, če se ne motim, 11 naslovov knjig,
Aha, pardon, vidiš, tukaj pa še iz angliške variante postavljamo tako nekaj v angliščini. No, in seveda prepovedanih dosti več revij. Revije so pa zaradi takšnih ali drugačnih zafrkancij. Ravno pred kratkim sem nekaj prebral o literarni reviji oziroma taki zafrkanski reviji mursko-soboških študentov, ki so ga v enem pracovanju, v eni žurki leta 1963 izdali, na osnovi katere je pred kratkim bil na televiziji tudi intervju z Brankom Šemnom, torej pisateljem, tudi on bil zaslišan, njegov prijatelj pa zaprt zaradi tega, ker so se pač norčevali iz vseh oblasti, iz skrbi, ne skrbi za študentski status, iz socialnega standarda v Jugoslaviji in to nekaj delamo v slovenščini, nekaj pa v taki pravi prekmurščini, da so jo tudi lokalni cenzori lahko razumeli. Torej, teh revij je na to bistveno več. Samih knjig pa skoraj da ne, kot sem rekel, ker ni več potrebno, ker do cilja pride že ideološko prečiščena literatura. In najbolj znana afera v Sloveniji, kjer je pravzaprav tista, kjer je v Sloveniji že natisnjena knjiga, pa na to ne more izideti in da je dejansko uničena, pravzaprav znana samo ta od Franceta Balantiča, prvi poskus izdaje Balantiča po vojni na Slovenskem. Torej, do posega, kaj in kako je prišlo, priznam, da sem iskal, pa še nisem odkril. Torej, potreba še kam in kje pogledati. Torej, knjiga je bila že natisnjena, obvezni izvodi so bili že poslani, tako da danes knjigo lahko najdemo nekaj izvodih v teh največjih slovenskih knjižnicah, na to pa je bila knjiga uničena. Na mestih, kjer sem do zdaj izpolitil vzroka, da to odkot je prišla direktiva, zakaj je prišla, nisem našel, no, pravzaprav se celo udba se brane v tem smislu, oprostite, mi smo dali samo podatke, tisto, kar ste zahtevali, o Balantiču, kdo in kaj je on bil. Kaj boste pa naprej naredili, je pa stvar politične odločitve, s tem pa mi nimamo nič. Torej, tudi še ena stvar, ki jo bo treba naknadno, ali pa mogoče še kaj dodatno raziskovati, če bomo, ko bomo uspeli priti do natančnejših podatkov tudi v tej aferi, odkot je kakšna direktiva prišla. Zaenkrat pa mislim, da bi bilo dosti jasno povedano, kar se hoče povedati. Hvala. Najlepša hvala, kolega Gabrič, za tole zanimivo in zabavno predavanje. Zdaj pa je možnost še, da zastavite kolegu kakšno vprašanje, podate pripombo, verjetno bo z lahkoto in z veseljem odgovoril. Lahko se bomo še videli. Formalnega cenzurnega urada pa nikoli ni bilo interesa postaviti. Formalni cenzurni, da se je tako imenoval, je obstajal zgolj in samo za film. Cenzurna komisija za film, ki je nekaj časa veljala tudi v Sloveniji in je bilo, predvsem je šlo za pregled tistih filmov, ki ne bi se uporabljali v šolsko-pedagoške namene. In potem je bila pri zvezni oblasti v Beogradu cenzurna komisija za film, ki je pregledovala tiste filme, ki so uvoženi v Jugoslavijo. Torej, to je edini primer, ker sem naletel, da je v glavi bila uradno cenzurna komisija. Drugače, da je pa te povojni so komisije za pregled, drugače, da bi bilo pa kot cenzura, kot cenzurna komisija pa ne. In tudi za časopisje, ne? Ne. Je bil, seveda, tiskovni uradi pa to so pisamo, niso pregledovali, ampak je bil točno pač tisto načelo, da časopis mora iti pred pregled na pač pristojne organe, oziroma največkrat potem, ko je vzpostavljen ta sistem sredi 50 let, že več ni po svoje potrebno. Zaradi tega, ker to funkcijo že upravlja odgovorni urednik. Torej, glavni odgovorni. Pravzaprav smo imeli nekaj takih stvari samo po vojni 45-46, kjer je spominski zapis o tem, da je to najprej upravljalo eno leto Vlado Kozak Ladens, ki je bil svoj urad v Slaviji, oziroma tam, kjer je ministrstvo za notranje zadeve, in da so slovenski poročevalci ljudsko pravico morali odnesti k njemu v pregled, kjer je prečrtal, odčrtal, kar je treba, in dokler niso prinesli časopisa nazaj, tiste zaposleni v tiskarni niso imeli konca delovnega dneva, ob 3-4 po noč. In če je seveda, kaj je bilo prečrtano, pa so nazaj prinesli, so delovnik ali, kako bi temu rekli, nočnik še malce podaljšali, da so s čem drugim tam nadomestili.
Kasneje pravimo, v 50 letih pa to več skoraj da ni več potrebno, ker to funkcijo že uporabljajo glavni uredniki. Še kdo? Dokumenti odbora in odseka za posvetost presnosu, to so bili verjetno za Arhiva Slovenije. Malo smo slišali, da ti dokumenti so naši. To, kar je bilo, je večinoma vse iz Arhiva Slovenije, razen tisto, kar smo imeli, da je za Goriška 1275-57, tisto originalno uredniški odbor mi je pač posredoval, kot sem rekel, kolega Mamšič, pa iz Pokrajinskega arhiva Nova Gorica. Ostali so pa vsi iz Arhiva Slovenije, kar pomeni recimo tudi tisto neohranjene zadevščine, nikoli izdane, timer revija 57 se tudi v enem fondu v Arhivu Republike Slovenije navaja. Torej bi bilo treba še enkrat preveriti, sem premišljal, treba preveriti vse zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, pa videti, ali je sploh kaj od tistega znano in so kje objavili. Enormno zanimivo je namreč to, da nekatere stvari, ki so bile enkrat prepovedane, ni nujno, da čez 10 let niso bile objavljene. Ko sem govoril recimo ravno o Tigru za tista leta, torej druga polovica 50 let, dokler se stvari ne prečistijo, je bil tudi takrat pa zdaj, ne vem točno kateri založbi, ponujen tipkopis Slava Čermenja med prvim in drugim tržaškim profesom, tukaj naslov knjige, in je seveda takrat zavrnen, ker so ravno ta najbolj vroča leta, kako določiti odnos do Tigra pa do primorskega antifašizma, in je 10 let kasneje izdan pri Slovenski matici. Kjer pa nimamo podatka, da bi bil karkoli bolj spremenjeno, pa da bi bilo kakršnekoli redakcije. Tako da Bala Antičeva muževna studnika, torej 66. leta uničena, 84. leta pravzaprav identični varianti izdana. To so že 80. leta, to je pa seveda že po Titovi smrti, to je že drugi čas. Tudi nekateri od tistih člankov, ki sem jih pokazal pri tistem goriškem zborniku, so kasneje bili v kakšnih revijah, ki je kakšne 10-15 let kasneje objavljeni. Kar pomeni, da je bil cenzor drugi, ker nimamo eksplicitne cenzure, imaš implicite, kjer je en urednik bolj širok, oziroma se sploh ne upravlja cenzorske vloge, jo noče upravljati, ali pa drugače presvoja se, tle ni nič problematičnega. Kaj pa samo mesto Trsto omenil, da je dosti bolj liberalno glede teh možnosti? Pač je v Italiji. Kot svobodno tržaško zemlje, mislim, so se vseeno tiskala slovenska dela. To je že po svobodnem tržaškem ozemlju, to je že kasneje. Torej, pač Trst je v Italiji. In druge založbe, ker zelo radi sprejemajo dela tistih Slovencev, ki jih pač v Sloveniji nočejo tiskati. Ker je podreklama vedno dobra, prepovedana v komunističnem režimu, je garancijo, da dobro prodajo. So znali kakšni ukrepi proti manj ubogljivim urednikom, proti bolj široko srčnim urednikom, ki so recimo dovolili javno? Nisem se na ta način še vprašal, ampak se tudi ne spomnim, ker to je največkrat je pol vezano to vprašanje na uredništva tistih revij, ki so bila ukinjena. Največkrat to vprašanje povezano pri kakšni aferi, tako ali drugače. Najbolj znano mislim, da bi v tem smislu, kar mi pada na glavo, je pri 57 številki nove revije, kjer je tisto, kar ostane od afere, revija ostane. Glede na to, da nove revije do takrat skoraj da zelo malo bere intelektualcev in naredijo zastonj reklamo, da tiste ekspoze 20 strani, kar je po domače rečeno, kar ga je naredila policija, se razširi in je največkrat fotokopiran dokument na slovenskem. Zahteva, kar je, te dva več urednika več ne smeta biti v uredniškem dvoru. Tako da, če sem kje to naredil, sem samo pri teh, kot sem rekel, revijah mlajše generacije. Kdo sme in kdo ne sme biti urednik. So pa sevečkrat na ta račun tudi užaljenosti, bom rekel, bolj ali manj pravovernih. Kot sem rekel, imamo tle ta toplo-hladna obdobja, recimo, ko pri sodobnosti, revija Sodobnost, zamenjajo, bom rekel, tisto ta staro kulturniško, partizansko, res že ustarelo generacijo, z malce bolj, bom rekel, liberalnimi, in je to razvidno iz dokumentov, pravzaprav direktno tudi akcija Borisa Krajgerja, preko svojih ministrov, se grejo ti ta stari partizanski kulturniki, komu se grejo potem prepirati predsedniku vlade Borisu Krajgerju, ne vedo, da je ravno on za tem, da so jih zamenjali. Pravno, zdaj smo pa ta stari brez revije.
Torej, če so za urednike, velja bolj pri, kakor sem do zdaj naletel, bolj pri revijah, ne pri založbah toliko, ne? Dobro. Še enkrat hvala predavatelju, dr. Alešu Gabriču, za zanimivo predavanje. Hvala tudi vam, da ste se predavanja udeležili v tako lepem številu. Dovolite mi pa, da vas za konec še povabim na aprilsko predavanje, ki bo že čez dobra 2 tedna, 7. aprila. Predavala bo doktorica Monika Deželak-Trojar, podali pa se bomo v 17. stoletje in spoznali Janeza Ludvika Schindlerja in sledi, ki jih je pustil v Arhivu Republike Slovenije. Hvala lepa in lep dan.